Brain Freeze, Lemonade, Urban pa z mano zdrava. Živijo. Nova zasedba s precej zakompliciranim imenom, če rečem tako pod narekovajem. Ja, recimo, v bistvu ta imen nima zares nobenega pomena zadaj. V bistvu sem samo 2 besedi skupaj vzel, ki sta mi nekako fino zveneli, pa sta imeli neke zelo svoje asociacije in sem rekel pač zakaj ne. In pač nekako tako je ratal. Ni zares, kaj bi res rekel, nobene zgodbe za tem. Bolj ne sem samo na list papirja napisal in sem rekel, je nekaj svojega in potem se je to kar obdržali in zdaj smo Brain Freeze, Lemonade, ja. Pa je mogoče to ime sploh poslovenite v neko smiselno besedno zvezo? Limonada zmrznjenih možganov. Ne vem, sem prepričan, da je kakšen bolj eleganten prevod, da tudi obstaja, ampak zdaj si pa res lahko sam tega le spomnim. Mogoče je to izziv za poslušalce, da v prihodnosti kaj pametnega natuhtajo. Ja, ali pa za prevajalce mogoče, ja. Ljubljansko-gorenjska zasedba, ki igra pop-indie glasbo oziroma indie-pop glasbo, kam bi vas lahko zaprli? Mislim, da ta indie-pop je kar fina oznaka, mislim, zato, ker je zelo široka, tako da načeloma je neka tendenca potem, da so komadi taki, ki grejo recimo mičkan lažje v uho, tako da recimo, da to je pop del te oznake, indie pa pride mogoče tudi za kakšnih bolj naprednih harmonijskih postopkih, ki jih pa potem probamo mičkan skriti, da ne vlečejo toliko pozornosti nase, ampak ja, rekel bi, da je recimo projekt tak, kjer je glasba, ne vem, če je lahkotna, nujno slaba zadeva, ampak če ne drugega, če koga boljšo voljo spravimo s to muziko, smo kar zadovoljni. Hoče še vas na kratko predstaviš, kdo je kdo zasedbe? Ja, zaenkrat zasedba se stoji iz 3 članov, Tina Nunar na vokalih, na bobnih je Aleš Kozel, jaz pa potem, kukar nanese priložnost, malo migriram med klaviaturami pa kitaro. Sicer na tem komadu, na tem prvem singlu se nam je pridružil še Amadej Šaršanski na basu, ki je pa v bistvu samo skočil. Ampak ja, v bistvu zbrali smo se pa zelo, kako bi rekel, spontano. Jaz nek demo sem imel zelo star že in sem ga malo okoli pošiljal. In takrat Aleša Bobnarju je bil ful všeč, pa ko sem pa še Tino prvič slišal, opet sem pa rekel, ja, to je pa to. Je pa nek vokal, ki bi na ta stil ful pasal in potem so bili vsi smo šli v studio, posneli in ja, to je bilo potem to. In tu je prva skladba The Freakest of Shows. Yes, tako. Je takih čudaških oziroma čudnih predstav vse več v vsakdanjem življenju? Ne vem, po moje se bolj, sploh ne vem, če bi kaj razlagal, ampak bi rekel, da je bolj to neko čustveno razpoloženje, ko se nobena stvar samo ne zgodi ali pa se nič ne zloži in gre vse proti tebi, ampak smo rekli, ok, pa dajmo zdaj to mičkam bolj turobno razpoloženje, pa ga dajmo en tak zelo pesem, prijazen, pa vesel aranžma, pa da vidimo, če kakšen fin kontrast lahko dobimo, tako da ja, recimo tukaj. Pesem ima dodano še lirično video podobo? Ja, zato se moram v bistvu zahvaliti svojim prijateljem, ker imam to srečo, da nekaj zelo zverziranih snemalcev poznam in montažerjev. Tako da ja, to smo tudi v bistvu posneli. Ampak ja, jaz sem razmišljal, kakšen video spot bi naredili, pa sem rekel, dajmo neki simple, ampak če pa že z besedili, pa da ni računalniško generiran, ampak da je tak, da je v bistvu akcija konkretna, ki je posnela, sem rekel, ok, good, to je bilo nekaj, kar bi znalo biti cool. Bomo pa sedaj pesem tudi zaslišali v našem radijskem etru, v video podobi jo lahko vidijo in poslušajo poslušalci na YouTubeu. Zato Urban, za konec, katera je najbolj čudna oziroma nora predstava? Ne vem. Pa naj si poslušalci sami izberejo svojo, naj poslušajo in mogoče sami dobijo kakšno asociacijo. Mislim, da bo tako še najbolj. Body next to mine. When I wake up in the morning light, it's so cool, I don't know when you're missing.
okolo